Danes bom govorila o odvisnosti, o tem, kako je vsak človek od kakšne stvari odvisen. In v resnici vam bom razkrila eno mojo odvisnost. Saj verjetno jih imam več, ampak ena odvisnost so sigurno kriminalke oziroma kriminalne serije. Jaz drugače se zelo velikokrat pohecam in rečem, da je to zelo koristna odvisnost, pa vam bom zdajle v resnici povedala, kaj sem jaz iz te odvisnosti potegnila, pa zakaj jo sploh imam. Recimo, meni so kriminalke nekaj, ki mi pomaga ugasniti možgane, preokviriti možgane v nekaj drugega, spustiti neke misli, ki me mogoče obvladujejo, tudi skrbi kdaj. Skratka, ja, nekako presekam z kriminalko nek svoj miselni tok, od katerega bi mogoče tudi lahko bila odvisna. Enkrat mi je rekla ena gospa, ki je bila pri meni, da je odvisna od misli, da v življenju ne sme biti od ničesar odvisna. Tukaj jo je bilo strah odvisnosti, zaradi tega, ker je živela v družini, kjer je oče bil alkoholik in mama je bila odvisna od pucanja, skratka od čiščenja, tako si je ona razlagala. In jo je bilo strahotno strah, da bo sama od nečesa postala odvisna, in pol mi je rekla, da je odvisna od strahu, da bi bila odvisna. Tako da to so zanimive stvari za premisliti, da se malo srečamo sami s sabo, pa pogledamo, a smo od česa odvisni. Recimo, če si jaz rečem, kako bi bilo, da bi, ne vem, en mesec ali pa 2 meseca bila brez kriminalnih serij, vem, da ne bi umrla in vem, da bi se zaposlila, da bi brala v tistem času ali pa karkoli. Ampak po drugi strani pa tudi vem, da bi mi nekaj strahotno manjkalo. In tudi vem, da se s temi kriminalnimi serijami, kakor se vam bo mogoče smešno zdelo, jaz umirjam se z njimi. Presekam nek tok misli in mogoče tudi začnem na kakšne stvari drugače pogledati. In rada bi vam v bistvu povedala, kako razmišljam o tem. Ker pač jaz mislim, da ni vsaka odvisnost slaba odvisnost. Predvsem sem pa prepričana, da so te kriminalke meni rešile v bistvu obdobje najstništva z našimi otroki, ker oni so mene klicali Sherlock. Zakaj? Če pogledate, recimo, če pogledate Sherlocka, je en tak tipičen primer dobrega detektiva. Kaj mora imeti detektiv? Dober detektiv mora imeti čist vse lastnosti, ki jih mora imeti tudi dober starš. In tudi dober partner. Zakaj? Zdaj ne govorim o tem, da smo vsiljivi, kot detektivi, na ta način, da skušamo pač razkrivati stvari na neke take boleče in čudne načine. Govorim o tem, o lastnostih. Lastnosti so nekaj drugega kot vedenja pa dejanja. Ena dobra lastnost, ki jo ima detektiv, je, da zna zelo dobro opazovati. In zdaj, če gledate recimo dobro kriminalno serijo, ne govorim o kakšnem bullshitu, ker tukaj morate biti malo zbirčni, potem se boste od detektiva naučili, kako opazuje drobnarije, recimo kako je kaj postavljeno, kako se kdo giba, kako kdo gleda, kako je kdo oblečen, okolico, to se pravi, ima širšo sliko, to se pravi, vidi široko sliko in v tej široki sliki opaz malenkosti. To dela z vidom. Potem ima zelo dobro razvita druga čutila. To se pravi, voh, sluh, kaj sliš, kaj voha, in intuicijo. Potem dober detektiv zna tudi preokviriti stvari. To se pravi, ko vsi rečejo, ta je morilec, zato pa zato pa zato, zna dober detektiv preokviriti zgodbo in pogledati zgodbo tudi z druge plati. Recimo, zdaj vam bom čisto povedala en družinski primer. Vsi veste, da je Albert imel to težavo, da je zamujal. In jaz sem lahko bila v tej energiji, da sem rekla, spet zamuja, spet ga ni, spet mu je vseeno zame, čisto je brezbrižen, ni mu mar,
Lahko sem pa preokvirila to zgodbo in rekla, ok, Albert je pozen. Verjetno se mu je na poti kaj takega zgodilo, ali je gužva, ali se je sestanek zavlekel, ali je. In verjetno si on tudi želi biti čim prej doma. A vidite, kakšna je razlika ob isti situaciji? In dober detektiv zna preokviriti zgodbo. In potem je naslednja stvar, vsak detektiv je zdravo radoveden. To se pravi, zna postavljati vprašanja na nevsiljiv, na prijazen način, z neko radovednostjo, zato da zve informacije, ki jih lahko poveže skupaj. Dober detektiv nikoli ne reče, aha, si zamudil, kje si pa bil, a ne? Ampak dober detektiv bo vedno rekel, a si doma, a si se imel fajn, kje pa ste bili? Recimo, a ne? Skratka, nek prijateljski, nek povezovalen način vam bo vedno dal več odgovorov, kot pa, če se vi razburjate, če si vi filme naredite, a veste, mi velikrat nas nekaj skrbi ali pa imamo neko prepričanje in je tako, da bi nam en dal takole plašnice na oči, v glavi naredimo zgodbo, tako se nam ustvari zgodba in v to zgodbo 100% verjamejo. In ko pride oseba, recimo, če govorimo o bližnjih, otrok ali pa partner domov, mi na njega navalimo s to zgodbo, ki jo imamo v glavi, seveda s polnim čustvenim nabojem. Dober detektiv ima še eno odlično lastnost, ki jo staršem zelo primanjkuje, tudi partnerjem je zelo primanjkuje, in to je nevtralnost. To, da se poskušamo čustveno uravnotežiti in nevtralno pogledati na situacijo. Ker ko se mi na nekaj zapalimo, imamo že svojo zgodbo in ko imamo svojo zgodbo, smo na drugi strani izgubili osebo, ki bi nam zaupala, ki bi se varno počutila in ki bi bila pripravljena z nami deliti karkoli. Tudi recimo, prej, ko sem rekla preokviriti, a si predstavljate, da otrok dobi slabo oceno in si rečete, spet se ni dosti učil, saj sem vedela, pa sem mu govorila, pa me nikoli ne posluša, pa kako naj mu dopovem, Ali pa da rečete, lej, ni dobil dobre ocene, očitno ima težave s tem, da bi ga ta snov zanimala. Kako bi mu jaz naredila to snov bolj zanimivo? A vidite, to je preokvirjanje, to je razmišljanje, to je radovedno spraševanje sebe in drugih. Tako da, jaz sem zares odvisna od teh detektivk. A veste, kako je bilo, ko so bili otroci mlajši, pa smo bili še vsi doma, vseh 6. Jaz sem oboževala Umore na podeželju in to je bilo tako, mami gleda, in če so bili v nedeljo popoldne umori, mami gleda Umore, televizija je njena, pika, basta, amen, konc sveta. Če so prišli obiski, so otroci vedno rekli, mami gleda Umore. To se ni motil. In velikokrat smo potem, ko so postali starejši, gledali skupaj te Umore na podeželju, Barnaby je bil seveda zakon. In to nam je ful ostalo v spominu. In tle sem jaz videla, kako je pomembno, da smo še neki, dober detektiv je tudi počasen pri opazovanju. Skratka, opazuje, razmisel, drugače razmisel, preokviri, ostaja nevtralen, ne obtožuje, ne obsoja in seveda razvija svoje čute, posluša, voha, gleda. To so stvari, ki vas lahko tudi kot starše strahotno odlikujejo in vam naredijo življenje z vašimi otroki veliko bolj zanimivo in zabavno. Tako da jaz vas vabim, da začnete razvijati te talente v sebi, ki jih sigurno imate, ker to jih ima vsak, veste. Samo kakšne stvari malo težje pridejo na plano. In seveda, še od ene stvari sem mogoče čist malo odvisna. Odvisna sem malo od tega, od vaših komentarjev tukaj spodaj pod tem videom in seveda vesela sem, če delite videe in če jih lajkate, od tega sicer nisem toliko odvisna, mi pa vseeno veliko pomeni. Iz tega razloga, ker ko vem, da se video razprši v svet, vem, da skupaj delamo lepši svet. Zdaj vas pa lepo pozdravljam. Čau, čau!